Prišel je stroj, izgubil je službo. Prišel je tekoči trak, 100 jih je bilo zamenjanih s 3 ljudmi. In taksisti bojo videli, da včeraj so vozili, danes ne vozijo več, pa vozniki avtobusov, pa tovornjakov, pa vsega tega. Ne? Imamo tako na 3/4 ta Uber, zdaj pri nas, ne? Že to je bil problem. No, zdaj si predstavljate, da bo pritisk prišel v letu, 2, 3, ne? Da bodo tlele avtonomni taksiji tudi začeli voziti. Če smo prehitri, tudi en velik del etike človeške outsourcamo enemu sistemu, ki ga nimamo pod nadzorom, no? Kar se tega tiče. In se mi zdi to en aspekt, ki je v prometu dosti prisoten, predvsem na področju recimo avtonomnih vozil. Kaj nam dalo je vesolje, neskončno zvezd nad mano, ta planet je vse, kar imamo. V tokratni epizodi podcasta Samo en planet gremo na pot. Peš, s skirojem, s kolesom, z avtom in z javnim potniškim prometom. Skoraj ni udeleženca v prometu, ki se ne bi nad čim pritoževal. Gneča, zastoji, zapore, zastarela infrastruktura, slabe prometne povezave in nenazadnje tudi obnašanje vseh, ki se v tem prometnem kaosu znajdemo na poti. Kako nam že in nam bo v prihodnosti pomagala digitalizacija prometa in kakšno vlogo ima pri tem umetna inteligenca, bomo ugotavljali s 3 gosti. Z nami so dr. Marko Grobelnik, strokovnjak za umetno inteligenco in strojno učenje z Instituta Jožef Stefan, Andrej Brglez, sociolog in raziskovalec mobilnosti, direktor Inštituta za civilizacijo in kulturo, in Tadej Žavcer, arhitekt in urbanist, vodja sektorja za prometno politiko na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko. Lepo pozdravljeni in hvala, ker ste se odzvali našemu povabilu. Tema je vroča, promet se medtem, ko mi govorimo, digitalizira, vse skupaj pa poteka nekako s temi evropskimi smernicami in direktivami, tudi zakonske podlage so že pripravljene za to, da se digitalizacija v naših prometnih strukturah, v našem premikanju po tem lepem planetu čim bolj usmerja. Pa dajmo najprej ta osnovni okvir digitalizacije v prometu začrtati, da bodo gledalke in gledalci sploh vedeli, o čem govorimo. Zdaj, digitalizacija je abstraktna beseda, abstrakten pojem, govori o nečem, kar ni materialno, mi pa se še vedno kot živa bitja premikamo po naših ulicah, cestah in tudi drugod po avtocestah. In me zanima, kaj digitalizacija, recimo, morda vi, Tadej, midva začneva, kani prinesti v ta naš vsakdan, v naše vsakodnevne premike? Ja, zdaj, digitalizacija v prometu ni nekaj novega, je pa vsekakor uporaba digitalnih rešitev v zadnjem času nekako zelo v porastu, ja. In tudi ne vemo čisto točno, kam gre. Nekako v vsakem primeru je treba priznati, da vedno neka regulativa zaostaja za tehnologijami. Tako ne moramo regulirati nečesa, česar še nimamo v rokah, in ta razvoj je res zelo hiter. Tako da, če se recimo odmaknem mogoče od digitalizacije, bi rekel, da v prometni politiki imamo nekako tri poti, kako nekako obvladovati to, kar nam nekako narašča, povzroča težave in tako naprej. Ne. Prva stvar je, da skušamo razmisliti o tem, a mora število poti naraščati, razdalja poti naraščati. To se nam dogaja. Vedno več potujemo, vedno več, vsak prebivalec vedno več poti naredi v enem dnevu, vedno daljše so v povprečju in tako naprej. Kaj lahko tukaj na tem področju naredimo, je prvo vprašanje. Naslednjo je, kako ta potovanja narediti bolj učinkovita, v smislu prevoznega sredstva, a je tukaj nujno vedno en človek, en avto, ali lahko recimo na neko gnečo, ki nas mogoče najbolj muči trenutno, poleg
pač, okolja oziroma vpliva prometa, a lahko tukaj nekaj naredimo in zadnje vprašanje je pač sama tehnologija, kako so lahko vozila tehnološko boljša, bolj učinkovita, z manj izpusti, z manj negativnimi posledicami in tako naprej. Ne? In mislim, da na vseh teh 3 točkah lahko tudi z digitalnimi rešitvami marsikaj prispevamo. Ne? Če se pogovarjamo o tem, koliko potujemo, ne, seveda, mogoče najbolj banalen primer z spletnimi trgovinami, ne rabimo več mogoče po vsako stvar fizično se premakniti. Negativna plat tega je pa, da se nam potem trgovine zapirajo in jih imamo dlje, kot smo jih imeli. Tako da pač nam lahko neke digitalne rešitve pomagajo, lahko pa, če se s celoto ne ukvarjamo, tudi povzročijo neke dodatne težave. Potem, kako bolj učinkovito potovati tukaj, lahko z nekimi, recimo, aplikacijami za sopotništvo, s prevozi na zahtevo in podobnimi stvarmi, ki so zelo odvisne od nekega digitalnega pač okolja, precej vplivamo na to, kako se posameznik odloči potovati, a se bo usedel v svoj avto, pa bom rekel, v gnečo prispeval še eno vozilo več, ali bo lahko na nek bolj učinkovit, z tega stališča bolj učinkovit prevozen način še vedno te svoje potrebe zadovoljil. Ne? In tretja je pač sama tehnologija vozil, ampak tudi ne samo tehnologija vozil, tudi tehnologija mogoče načrtovanja poti, routinga, načrtovanja konec koncev končne točke potovanja v smislu dobrih, ažurnih informacij o parkirnem mestu, o stanju na cesti in tako naprej. Na vseh področjih nam pač ta digitalizacija lahko pomaga reševati probleme. Torej, še vedno je naš človeški dejavnik nekako primaren, ne? Ampak z uvajanjem vse večje digitalizacije pa bomo bolj odvisni, ne mislim v slabem smislu, mogoče tudi, ne vem, od teh sistemov, ki nam bodo pomagali pri načrtovanju potovanja, pri izogibanju gneči in podobnim rečem. Zdaj, za temi digitalnimi sistemi, ne, pa stoji tisto, čemur rečemo umetna inteligenca. To je pač tista reč, o kateri vsi govorimo vsak dan večkrat, ne, vsi jo imamo polna usta. Vprašanje pa je, ali zares vemo, kaj pomeni. Zdaj, a je možna, Marko, kakšna taka strnjena definicija, ne, da si razjasnimo, ne, da ne polagamo vanjo vseh upov in svojih življenj, da pa tudi nimamo pretiranih strahov in skepse do tega, kaj zmore. Ja, takole, ne, iz stališča umetne inteligence recimo lahko rečemo, da je promet, transport, ki ima pač nivojev, ni samo ena stvar, ne, mikro, oseben nivo, pa je mestni nivo, pa državni nivo, pa tudi preko državni nivo, da ta digitalizacija in z njo umetna inteligenca nekako skuša enih 5 stvari pokrivati, ne, če jih zdaj na hitro naštejem. Ne. Prva je to, kar rečemo situacijsko zavedanje, sploh da znamo zmeriti, kaj se dogaja ta trenutek, ne, da razumemo stanje, ne, stanje na cestah, ampak kompleksno, ne, celovito. Ne. Druga stvar, če stanje vemo, znamo z umetno inteligenco potem tudi napovedati, kaj zelo verjetno se bo dogajalo. Ne. Ne, imamo dnevne cikle, imamo tedenske cikle, potem imamo recimo sezonske cikle, veliko vemo že o tem prometu, ampak vsak dan je pa vse drugače. In iz tega lahko izpeljemo ali pa napovemo, kaj se bo dogajalo in na osnovi tega imamo tudi odločitve. Potem nekako tretja stvar, ki jo umetna inteligenca prispeva, je nekaj, kar lahko, če že pride do nekakšnih dogodkov, ki jih morda ne razumemo, je to iskanje teh izvornih razlogov, ki so pripeljale bodisi do nesreč, zastojev in tako naprej. Tukaj spet umetna inteligenca nekako tako kavzalno lahko razloži, zakaj je prišlo do nečesa, pa mogoče čigava napaka je bila ali pa morda kaj so razlogi. Ne.
četrta stvar, je nekaj, kar pravzaprav vprašamo računalnika, pa nam računalnik da informacijo o anomalijah. Torej, vprašanje je v bistvu odprto. Torej, ti računalnik povej nam, ali pa ti umetna inteligenca povej nam, kaj nas bi morali zdajle zanimati, če v prometu pa ne znamo niti vprašati. To temu rečemo detekcija anomalij, anomaly detection po angleško. To je en četrti scenarij. No in še peti, ki pa pravzaprav en tak krovni scenarij, če vse te prve 4 nekako zložimo skupaj, je pa pravzaprav optimizacija. Zato, da bi rekel te nekakšne faktore, ki jih bodi si na osebnem nivoju, ali pa mestnem, ali pa državnem nivoju skušamo optimizirati, torej to je verjetno tekočost prometa, minimiziranje zastojev, predvsem minimiziranje nesreč tudi, ali pa neželjenih dogodkov, da tako rečem, in povečevanje teh željenih trendov in dogodkov, to je pa optimizacija. No, vse to skupaj sestavlja en tak, spet to je tehnični termin, kompleksen sistem, ki je zelo soodvisen. No in tukaj zdaj umetna inteligenca na vseh teh 5 točkah recimo skuša pomagati. Zdaj pa ni povsod samo umetna inteligenca, digitalizacija pomeni tudi senzorji, družbeni dogovori, zakonodaja in vse to se nekako skupaj spravlja v en tak celovit sistem. Seveda, tukaj pa so potem interesi posameznikov, firm, mest in tako naprej, cel kup stvari, mehkih stvari, ki jih je skoraj da težko zapaziti, se nekako sestavljajo v to. Recimo, pogledajte, ena taka preprosta aplikacija, kot je, ne vem, Google Maps, ki ga verjetno večina ljudi uporablja ali pa kakšno podobno, ki rečemo, no, zdaj bi šli pa od A do B, pripelj nas najhitrejše, recimo. To je recimo, ker mladina danes že brez tega skoraj da ne zna več jeti. Mislim, nekoč smo domov prideti, ali pa včasih smo vedeli, vedno, kje je sever, kje je jug, kje je vzhod, zahod. Vedeli smo, v glavi smo imeli, jaz še vedno imam geografijo Slovenije, vem, kje je hrib, kje se da, kje ne. Moram reči, da to ni zdaj od danes, ampak to vsaj zadnjih 20 let opazujem, da je pravzaprav ta občutek za prostor se tudi že zaradi te digitalizacije izgubil. In je ta odvisnost precej večja morda v enih segmentih, kot bi hoteli, pravzaprav. Občutek za prostor je bil nekaj, ki smo zrasli z njim. No, zdaj to je šlo kar nekako že stran. Mislim, tukaj se pojavlja, zdaj ste kar odprli nekaj zanimivih vprašanj in tematik, ta neskončna količina podatkov, ki se zbira v stroju, da tako rečem, in nenehno raste. To je nekaj, kar je za možgane posameznika neobvladljiva količina. Zdaj, ta količina podatkov seveda sama po sebi ne pomeni nič, se pravi, čeprav razumem preko nekega strojnega učenja, potem se lahko te zbirke podatkov povezujejo, primerjajo, analizirajo in na podlagi tega potem pridejo neke rešitve, predlogi, priporočila, odločitve in tako naprej. Zdi se, kot da tudi programiranje, čeprav razumem, ni več potrebno za določene stvari. Je kar potrebno. Je še vedno potrebno. Zelo rado se govori, da ni potrebno, ampak v resnici dobro programiranje, to je tisto, kar rabimo. Zdaj pa tisto neko enostavno programiranje je pa mogoče zdaj res malo odhaja, pa se transformira, ampak dobri IT strokovnjaki, programerji so nujni. Sicer, gledajte, če bi zdaj sestavili program za uravnavanje prometa na en zelo pocen, nekontroliran način, pravzaprav bi hitro prišlo do velikih težav. No, to je lepo slišati, da smo ljudje še vedno potrebni in očitno še nekaj časa bomo. Zdaj, kako pravzaprav ste delno že odgovorili, ampak bom vseeno še dodatno vprašala, kako vemo, ali sploh lahko vemo, da se algoritem ne bo zmotil. Recimo, ko govorimo o prometu, lahko iz tega nastane kar precejšnja zagata, da ne rečem še kaj hujšega,
če se algoritem zmoti? Poglejte, bom dal en primer iz 90-ih let, ne, ko so gradili, to je odgovor, ki še zdaj velja in še toliko bolj, ne, ko so delali podzemno železnico v Parizu, tam nekje sredi 90-ih let, dolg časa nazaj, 30 let nazaj. Torej obstajajo tehnike, ki niso poceni, ampak obstajajo, kjer lahko mi formalno dokažemo, da se program ne bo zmotil. Ne. In takrat so to naredili in mislim, da ni bilo nobene nesreče, ne. Tako kot morda kje druge, mislim, da v Španiji, kje so se zdaj vlaki zaleteli, ne, ki je verjetno bil razlog nekje v enem IT sistemu. Torej, obstajajo načini, da formalno, nedvoumno dokažemo, da ena stvar dela pravilno. Ne. Res je pa, da tega znanja ni zelo veliko, pa ni veliko ljudi, ki to znajo narediti. Ponovadi je to prevelika naglica, pa premalo znanja, da bi se to tehniko, to tehnologijo, ta pristop uporabil. Zdaj v središču vsega tega, ne, vseh teh sistemov, tehnologij, smo še vedno mi, ljudje. Ne. Načeloma naj bi to služilo nam. In Andrej, kako pa se ljudje odzivamo na to, oziroma kako se prilagajamo, kako se morda tudi upiramo določenim sistemom, preštevilnim aplikacijam, ki jih moramo nalagati na svoje pametne telefone, tako rekoč vsak dan novo in naslednji dan jo je treba že posodobiti. Na nek način je v humanističnem smislu pravzaprav to lahko tudi breme za človeka, ne? Pretirana odvisnost od tehnologij. Ali ne? Ali smo že v tej stopnji, ko... Mislim, mi smo od tehnologije že odvisni. To sta že tudi oba jasno nakazala, kako zelo smo odvisni. Človek se premika najpočasneje, ne? In so tudi razlike na našem planetu. Ne? O tem, kako hitro se kakšna družba premika, to je povezano seveda tudi s starostjo posameznih regij, ne? In Evropa se zagotovo ne premika hitro, ker smo precej hitro starajoča se populacija, ampak mogoče, če se navežem kar na tvoje, to ogromno količino podatkov, ki jo tehnologija, kot sta povedala, ne, zdaj pobira in v teh 5 fazah tudi potem z njo nekaj počne, s temi podatki, ustvarjamo mi. In seveda najprej moramo te podatke sploh deliti, ne? To je že nekaj samo, že pač prva faza, ampak recimo, da to presežemo, pa tudi se jih že tudi delimo, ali pa se vede, ne vede, to je spet druga tema, dovolimo, da se ti naši podatki upravljajo, pa pač nekje zbirajo, pa potem nekaj z njimi počne. 5. faza, ne, o kateri si govoril, je tista, v kateri daje največ potenciala, je najbolj pomembna, najtežja, ker tam pravzaprav vse prej zanalizirano lahko ponudi največje učinke, če mi sodelujemo. Če v nekem delu se bo dalo to 5, predvidevam, točko ljudem tudi sugestivno ali pa tako, da sploh ne bojo vedeli spraviti v sodelovanje, ne, zato ker ti bo ponujal recimo neke na tvojih dnevnih poteh, ki jih bo tako in tako poznal, ne samo tvojih, vseh nas, ne, pa bo optimiziral in ti bo dal to na nek tak prijazen način vedeti, da recimo je zdaj prav trenutek, da greš nekam ali pa da greš nekim prevoznim sredstvom, se to že načeloma tudi imamo, a ne, že uporabljamo ta način. Ampak da bi pa v resnici lahko ta največji potencial zaživel, pa si jaz ne znam predstavljati drugače, kot da bomo mogli zelo sodelovati z njim. Mislim, bomo mogli bolj se odpreti do teh sugestij, ki nam jih bo ta akumulirana količina podatkov in nekdo, ki bo s tem upravljal, ne. Tle jaz vidim na rešitve, tako kot jih tudi vidite, ampak pri človeku se zatika pa pri družbi in kot vidimo zdaj trenutno, to boš ti še boljš vedel, imamo vsaj 3 različne koncepte, ne, kitajskega, ameriškega, pa recimo japonsko-ameriškega, pa evropskega, ne, in ves čas pravimo, da smo mi najbolj trdi v tem, da
da smo počasni, da ne delimo, da imamo zaščito tako visoko, da tako svobodo gibanja in pravico do tega, da lahko gremo kadarkoli, kamorkoli hočemo, pa da to nihče ne ve, pa tako naprej, da to postavljamo nad vse, a ne? Medtem ko mogoče v Ameriki tudi, vendar je interes kapitala tako velik, da mogoče potem v tej svobodi gibanja pa kapitala mogoče preseže prej kapitale ali pa bo presegel, ne? Jaz še ne vidim v tem takega minusa. Jaz mislim, da je Evropa ob tem, da se zavedam, da bi lahko šli hitreje, ampak se mi zdi, da je v enačbo nujno treba tudi hitrost človeka v razumevanju podatkov ali pa vsega tega, kar danes govorimo. Tudi, ko rečemo danes, podatki so nafta. Jaz ne vem, če si znamo vsi predstavljati kot družba, kaj ta nova nafta je, ne? Pa pravzaprav tudi mi ni všeč primerjava z nafto, ne? Bi raje kaj drugega, nekaj bolj trajnostnega, pa bolj čistega. Ampak vseeno ne znamo še dobro prijeti to, čeprav je zanimivo, pa se dosti tem ukvarjam, da ogromno stvari uporabljamo, ki so neposredno povezane s tem, da sem jaz dal podatek, s katerim sem se na nek način, mi je neka aplikacija, neka storitev, nekdo mi je na podlagi tega, kar sem jaz delil, dal nazaj neko meni mojo korist. Google, ki si omenil, je pač najbolj evidenten primer tega, a ne? In pol ne znamo to mogoče si predstavljati, čeprav je pred nami in že uporabljamo. Kaj šele prihodnost? Zdaj tako, ne, delno, samo to bom lahko potem seveda, da takoj vam dam besedo, ampak te podatki, ne, delno jih dajemo prostovoljno, čisto vseh niti ne, ker se niti ne zavedamo včasih, kaj dajemo od sebe v sistem, ki ne bom rekla, da te podatke potem zlorabi, ampak jih uporabi na različne načine, ne. In to, kar ste rekli, Andrej, prej mi je zazvenelo v ušesih in mi je ostalo in bi mogoče se še malo, lahko kasneje, ker mislim, da bo Tadej zdaj nekaj dodal, ustavila ob tem pojmu neke osebne svobode gibanja, ne. Rekli ste, v Evropi ga visoko cenimo. Verjetno si veliko ljudi želi, da bi ga cenili še naprej, ne? No, pa se to je tudi področje, ki se tudi... Ja. Ne, jaz sem hotel samo še mečkaj razširiti še eno področje, ne? S tem, ko en velik del, recimo, reševanja problemov, bom rekel, outsourcamo, ne, umetni inteligenci na nek način, če smo prehitri, tudi en velik del etike človeške outsourcamo enemu sistemu, ki ga nimamo čist ga nimamo pod nadzorom, no, kar se tega tiče. In se mi zdi to en aspekt, ki je v prometu dost prisoten, predvsem na področju recimo avtonomnih vozil. Tam je to zelo pomembna tema, o kateri se govori, se piše, ampak mogoče se vse ne zavedamo vseh pač posledic take ali pa drugačne poti. Tako da to niso enostavne stvari čist z etičnega. Super, odprli ste temo, ki sem jo hotela nekje proti koncu dati, ampak dajmo jo zdaj razdelati, avtonomna vozila, ne. Nedavno sem slišala eno trapasto šalo, ampak se mi zdi za ta avtonomna vozila v bistvu kar primerna, ne. En potnik vstopi v ta dvojni avtobus in je vse zasedeno v spodnjem delu avtobusa in mu reče šofer, pejte zgoraj je še dovolj prostora, ne. In gre in se zelo hitro vrne in reče šofer, ja kaj, ni več prostora, prej ga je bilo še ogromno. Pa reče, prostora je dovolj, samo šoferja ni, ne. Tako da tukaj smo, ne, avtonomna vozila so bila včasih, smo brali kot otroci v kakšnih utopičnih romanih, a ne. Danes pa so, kaj, tukaj, korak. Glejte, avtonomna vozila, tehle vrat. recimo avtonomni taksiji, ne? Torej, nedavna, tam nekje do oktobra ali nekje novembra, so bile recimo omejene na San Francisco, to je ta Googleova firma, ki se imenuje Waymo, ne? Pač tako izgleda, pač pokličeš po telefonu taksi, pride avto brez voznika, se usedeš noter in te odloži nekaj. In tista stvar v relativno kompliciranem mestu
za promet, kot je San Francisco, klanci, ovinki, nervoza in tako naprej, zelo dobro delovalo. Ne. No, zdaj oktobra, novembra so to razširili zdaj na celo Silikonsko dolino, torej iz tistega kroga, 5 km, recimo, kot je bilo mesto, zdaj to funkcionira na območju tam nekje 80 km, recimo, ali še malo več. Plus Los Angeles, Phoenix, mislim, da sta takoj že se ravno dogajata. No, za letos je najavljeno, da ne bi te isti avtonomni taksiji prišli v London, Tokio, ne, in še cela vrsta mest v Ameriki. Ne. No, zdaj to po eni strani pomeni, da je tehnologija zadosti zrela, da se jih te avtonomne avte, popolnoma avtonomne avte spusti na cesto, na drugi strani pa seveda postane to tudi malo družbeni problem, zato ker je število taksistov je tam v San Franciscu tam nekje v rangu nekaj 10,000, recimo mislim, da New York jih ima okrog 100,000, ta velika mesta jih imajo v rangu nekaj 10,000 taksistov. Ne. Te ljudje zgubljajo zdaj službo. Ne. Ne, to so ljudje, ki so se zadolžili za licenco, pa jo počasi odplačujejo, zdaj kar naenkrat je to težava. Ne. In te ljudje pogosto ne znajo nič kaj dosti drugega početi kot voziti. Recimo, to je še en vidik, recimo, ki drugega reda, ne, na nek način, ampak to je tudi treba misliti. Ne. Glede, pri nas je bil že problem ta ubogi Uber, ne, koliko let se že dajemo, ne, mislim, da zdaj lihajnih 10 let je ta debata, no, imamo tako na 3/4 ta Uber zdaj pri nas, ne, že to je bil problem. No, zdaj si predstavljate, da bo pritisk prišel v letu, 2, 3, ne, da bodo tlele avtonomni taksiji tudi začeli voziti. Ne. Zdaj pa niso samo taksiji, ne, avtonomni kamioni, pa profesionalna vozila in tako naprej in potem bo ta stvar šla še naprej. To je nekaj, kar lahko pričakujemo zagotovo v naslednjih, recimo, dajmo reči do 5 let ali manj ali več, ne vem zdaj, ampak to je zelo zanimiv vidik, ne, transporta, ne, kjer lahko sicer ima tudi super pozitivne učinke, torej zmanjšanje dejanskih številov avtov na cesti, ne, optimizacijo prometa, seveda veliko večjo odvisnost od teh naprav, ne, to so v bistvu računalniki na kolesih, ne, to težko rečemo, da so avti, ne. Tako da to je še en vidik, no, ki se ravno dogaja. To ni nekaj, kar je v prihodnosti. Torej, če ste v San Franciscu, recimo, je teh avtov, mislim, neka številka je bila, nekaj tisoč jih je, no, kar je veliko. In zanimivo, ne, zelo zahtevne situacije na cesti rešujejo, ne, ti avti, ne, se ne zaletijo. Torej, res je pa, ko sem tam hodil, nisem se upal pred njih stopiti. Ste se peljali s kakšnim? Ne, peljal se nisem, ker sem imel svoj avto, pa ni bilo pol potrebe, ne. Ampak pač, ko sem hodil po mestu, pa greš čez cesto, pa vidiš, da se ti ta računalnik približuje in potem jaz vem, kva je noter, da je nevronska mreža in zdaj, a bo tista nevronska mreža lih upazila, da sem jaz tam ali ne, da sem raj pustil, da gre to. Čeprav odškodninsko so zelo dobro zavarovani. Ja, mislim, jaz se ceneš bolj. Ja, kaj pa vi, Andrej? Ste prikimavali vmes, ko je Marko pripovedoval tako kot vsi, ki se ukvarjamo z mobilnostjo, se danes vsak s svoje strani ukvarja z avtonomnimi avtomobili. To je pač dejstvo, ker se moraš, ker je to pač nekaj, kar smo v končni fazi čakali že dolgo časa, da se bo zgodilo in je dejansko prinaša tektonski premik. In zdaj, kar mene bolj skrbi, je, ker recimo, to so že delujoči primeri, ali pa recimo na Kitajskem jih lahko tudi preizkušaš pa tako. Ampak ne vem, če bo to prav zvenelo, ampak človek naredi napako, ni to nič narobe, se iz nje nekaj nauči, gre naprej. Mi, kot družba, jih ves čas delamo, pa ne vem, če se kot družba naučimo. Kot posameznik se mi zdi čisto okej, delaš napako, ko se naučiš, greš naprej. Kot družba bi pa kumulativno mogli neke napake, ki smo jih naredili kot družba, vendarle preseči in reči, vemo, da te naslednji korak ne sme biti to, ker danes že veliko znamo, vse to, kar si zdaj govoril,
je v bistvu napoved za čez 5 let tukaj, a ne? In jaz se bojim, da nas bo čez 5 let ali pa 10 se vse pričakalo ravno tako nepripravljeno, kot smo danes, pa bi v resnici morali narediti vse za to, da se pripravimo, ker recimo ena od stvari, ki je pred nami, da ne bo tako imaginarno, je enako, kot je bil ludizem, ko so prišli stroji. In so delavci jih lomili, zato ker niso dobili, ker so videli, kako so izgubili službo. Prišel je stroj, izgubil je službo. Prišel je tekoči trak, 100 jih je bilo zamenjanih s 3 ljudmi. In taksisti bojo videli, da včeraj so vozili, danes ne vozijo več, pa vozniki avtobusov, pa tovornjakov, pa vsega tega. Ne? Sej ocene so narejene, koliko bo v Evropi milijonov ljudi izgubili samo v mobilnosti pač svoje službe. In zdaj, a bomo mi to čakali, imeli hude tenzije v družbi? Nedvomno, vsaka vlada se bo s tem ukvarjala, mi se bomo s tem ukvarjali. Stiske ljudi bojo, brezposelni bojo, iz tega lahko pridejo vojne. Mislim, ali pa saj hude nemiri. Konflikti Ki med... naredijo kaj? Zavrejo nekaj, kar se bo v vsakem primeru zgodilo. Mi, ko govorimo tukaj, da bi jutri lahko bilo lepše mejno onesnaževanje, mejn nesreč, bomo s tem izgubili mogoče 10 let, 15 let, jaz ne vem česa. Ena generacija nekih otrok, ki so danes stari, ne vem, 20, takrat bojo stari pa 30, se bo ukvarjala z neko stvarjo, ki smo jo mi dolžni zdaj preseči, mi bi mogli zdaj delati to, da se čez 5 pa 10 let v Sloveniji, jaz se ne moram ukvarjati z Ameriko pa z Kitajsko, čeprav veliko hodim po svetu, pa me zelo zanima, ampak vsi delamo isto napako. Čist vsi delamo isto napako in se zdaj ukvarjamo s tem, pa fino se nam je pogovarjati o tem, kako bo izgledal tisto, pa bo povozil otroka ali bo ne vem kaj, ali bo drugo, tretje, ker vsi vemo, da bo to presežen. Ne? Bojo napake, bojo težave, bo vse to tako naprej, ampak to gre tako hitro naprej, da se bo pač odpiralo postopoma. Tako kot si rekel v Ameriki, najprej en ozek, pol pač širšo, pol pač tam, kjer se da in tako naprej. Ampak mi človeškega faktorja tukaj ne upoštevamo noter. Ja. In jaz vam povem eno čisto enostavno stvar, recimo to, kar ste se vidva siguren, ne, 100-krat vprašala in vsi smo se. Ko je Uber prišel z rešitvijo, ki si ti videl, kako avtoček prihaja, je bila psihološko rešena stvar. Ne? To je čisto ista taksi, kot bi ga ti čakal, ampak stvar psihologije je. In to je tisto, s čimer se jaz ukvarjam, zaradi tega, ker ljudem, če toliko se poznamo, v 100 letih smo toliko teh tehnoloških stvari, prav v zadnjem stoletju, smo toliko tehnoloških stvari začeli uporabljati v najkrajšem času, zgodovinsko gledano, kot kadarkoli prej človeštvo, da ja, se nas prehiteva, ampak naučili smo se pa tudi nekaj. Če en Uber je uspel ljudi pomiriti, da čakajo čisto zadovoljni taksi, enak dolg, kot bi ga čakali sicer unga, ki so ga poklicali, sam, ker ne vejo, kdaj pride, tega pa gledajo, kako prihaja, pa se moramo iz tega nekaj naučiti. Pa moramo vedeti, da če bojo jutri ali pa čez 5 let avtonomni avtomobili tukaj, da moramo pomagati ljudem si vizualizirati to, kaj s tem pa dobijo, pa seveda pripraviti za vse tiste, ki bojo nekaj pa zgubila. Ne? In tukaj sem jaz v taki stiski, ker pravzaprav nas je ogromno, ko se s tem ukvarjamo, ogromno, ko o tem razmišljamo, ne najdem pa orodja, ki pa mora biti pri državi, da se razumemo, ker država je tista, ki bo pravila igrišča določala, ne? Da bi mi v Sloveniji rekli, ok, pri nekem naredi se nek konzorcij, neko ministrstvo in tako naprej, ki se pripravlja na to, da že danes tudi dela stvari, ne samo razmišlja. Razmišljanje je super, nam pomaga, ne vem, mogoče bolj ubesediti neke stvari, pa ko se takole pogovarjamo med sabo, pa pridemo do novih idej, ampak pa moramo pa začeti delati. Ker prvi avtomobili avtonomni za Slovenijo se že uvažajo in jih bo pač en človek pripeljal sem in pol njegova ideja je, da bi jih kar spustil v Ljubljani, pa da se pač pa da vidimo, ne, ker vemo, da ne gre In tako. pol bomo bežali, ne, po ulicah. Smo par ljudi, pa ne, da smo posebej pametni, ne, ker pa se to tako ne gre. Ne moreš ti, ker ne, niso to, ne vem, sesalci za postanovanje. Ampak to bo še vedno pač zelo omejeno, ne, kot ste dejali. Nekdo jih bo kupil, nekaj jih bo, pa če se zdaj vrnemo mogoče v malo bolj realistične vode, ne, k javnemu prometu, ki je en tak dejavnik, ki bi lahko, ne, vplival na
na trajnostni prehod, na to, da se nam ozračje v mestih vsaj malo izboljša, smo pa večno nezadovoljni z njim, ne? In to upravičeno. Bom rekla, kot uporabnica ljubljanskega potniškega prometa lahko rečem, da pač nisem vedno najbolj zadovoljna s tem, kako mi ti avtobusi služijo, ne. Kaj lahko tukaj zdaj dodatna digitalizacija, poleg že obstoječe, prinese, pripomore, da ne bom šla sama z avtom v mesto, čeprav tega ne delam, grem peš, ampak da bom lahko uporabljala ta mestni promet tudi ob enih zjutraj, ko grem z neke prireditve, kar ga zdaj recimo ne morem, ne. To so taki realni, zelo praktični problemi ljudi, zaradi katerih seveda se odmikajo od tega javnega prometa in sedajo v svoje privatne avtomobile ali pa naročajo Uber ali pa kakšnega mestnega taksista. Tlej še treba povedati, da tudi mi smo še privilegirani, ker nimamo tako rekoč nič kriminala, ne, recimo v nekaterih mestih, če tudi bi šel lahko peš, ne, nočeš še peš, ne. Ja. Recimo, to je niti po dnevu, niti po noč, ne. Eni uri dneva. Tako da to je recimo še ena taka stvar, ne, ki jo mi na srečo nekako imamo, upam, da bo ostalo tako, ne. Pa verjetno so še kakšni drugi razmisleki družbeni, a ne, ki vplivajo, ne. Seveda, na koncu je pa vedno, to prej smo rekli, ta interes, ta sindikat voznikov bo verjetno proti do konca, ne. Ampak če se vrnemo k javnemu potniškemu prometu. Povezal Ja. to, kar je bilo zdaj na zadnje govora, ne, s tem prej, ne. V javnem potniškem prometu je velik problem trenutno v Evropi pomanjkanje kadra, pomanjkanje voznikov, ne, tako da Ja. na nek način Absolutno, ja. in vsa mesta uvažajo v bistvu voznike, ker jih ni. To se lahko obrne na glavo zelo hitro, ne, ampak tudi v povezavi s tem vprašanjem, kako ob enih ponoč iti s prireditve, ne, če bomo imeli avtobuse, ki bojo sami vozili, sem še bolj prepričan, da bojo prevozniki zelo nenaklonjeni temu, da bi ob enih ponoč avtobusi brez človeškega nadzora ljudi v različnih, bom rekel, agregatnih stanjih pobirali po mestu, ne. Tako da je zelo večplastna ta zgodba, ne, javnega potniškega prometa. Vemo tudi evropska mesta, ki imajo recimo podzemno železnico, na veliko uvajajo zdaj linije, ki so popolnoma avtomatizirane, med drugim zaradi tega, ker imajo težavo s kadrom. Ker pač linija, ki že so, ne, več mest po Evropi ima take linije, ne rabijo človeka na postaji, ne rabijo človeka na vlaku. Ampak v takih primerih je pa potem to lahko vprašanje. Tako da jaz mislim, da je predvsem bistveno boljše načrtovanje lahko linij in voznih redov in tako naprej, in za upravljalca in potem tudi načrtovanje poti za uporabnika. Pač to je dejstvo, to je že danes veliko lažje, že konec koncev v Googlu imamo vse vozne rede praktično, ki si jih lahko izmislimo, ne. Je tudi recimo v Ljubljani, ne vem, če v drugih mestih, aplikacija, ki ti pove za prihod avtobusa, ne, in po mojih izkušnjah je zanesljiva, se pravi, pride takrat, ko piše. Na tem recimo tudi kolegi na ministrstvu delajo, tako da tudi na ostalih, na tem državnem, bom rekel, sistemu medkrajevnega prevoza bo to v kratkem recimo funkcioniralo in tako naprej. Ampak kjer pa jaz vidim mogoče tisti preskok, ki ga načrtujemo, je pa to, da s temi orodji, ki jih danes imamo, lahko uvajamo v bistvu prevoze na zahtevo. Nismo več nujno vezani na redno linijo, na vozni red, ampak glede na povpraševanje se lahko to prilagaja. Kar pomeni, da imamo mi tudi v nekih redko poseljenih območjih nek avtobus ali pa kombi recimo, ki nima vsak dan iste proge, ampak
se ta proga in vozni red nekoliko prilagaja povpraševanju. Zaradi tega, ker če bi hoteli z rednimi linijami pokriti vsa naselja v nekem območju, ki je zelo razpršeno, je nemogoče. To se sliši zelo dobro, ne. Zdaj tudi edini problem, ki ga jaz vidim, ne, je ta mogoče diskrepanca med digitalnim obveščanjem prek aplikacije in realnim stanjem, ne. Se pravi, super, mene aplikacija obvesti, da ne vem, vlak, mogoče avtobus, na katerega čakam, na katerega sem nameravala iti, zamuja 1 uro, ne. Super, sem obveščena. Kaj pa zdaj? Zdaj pa 1 uro naj stojim tam in čakam, ne. Ja, ampak jaz bi dodal, ne, to, kar si ti rekel, ne, jaz ne samo, da se sliši dobro, to je dobro. Mi moramo vedeti, da to je dobro. Vem pa, da je tako, jaz uporabljam vse prevozna sredstva, ker me to pač zanima po celi Sloveniji. Ne? In znam videti, ne, to, kar ti praviš, ne, da potencial je tukaj, jutri bomo to znali. Ampak je pa to, kar si ti prej rekel, ko imaš enkrat v eni vasi, v enem občini, ki je lahko zelo komplicirana v smislu mobilnosti, da imaš zelo razpršeno, pa ljudje pač po svoje potujejo, nima nobenega smisla za avtobusni vozni red, ker je voz se ves čas prazen. Medtem ko bomo enkrat podatke pač lahko drugače zbrali pa z njimi upravljali, bomo točno vedeli, koliko ljudi gre v knjižnico, koliko gre v zdravstveni dom, na pokopališče in tako naprej. In potem bo to lažje, bolj predvidljivo. Malo se bo mogel pa tudi človek prilagoditi mogoče, ampak bo vsaj neko možnost imel. In to govorimo v ruralnem okolju, ki je trdorak. Ampak mi imamo kar nekaj Toyota Go in podobni projekti, ki so pri nas pravzaprav zelo inovativni in rešujejo v bistvu stisko ljudi, ki ne bojo dočakali avtobusa, ampak se vam tudi jaz, kot davkoplačevalec, povem, da tudi pa okoljsko, nobenega smisla ni, da tam avtobus vozi, ker se bo vozil večino časa sam. Sam še nekaj drugega. Ko razmišljamo o teh avtonomnih vožnjah, pa ker smo prej se malo dotaknili svobode. Jaz vam povem, da je lansko leto en kitajski proizvajalec potrdil to, kar mi je predtem že en japonski velik avtomobilski proizvajalec že prej rekel, da njih avtomobili avtonomni sploh niso zanimali in so hoteli še naprej nadaljevati za to filozofijo, da ti uživaš v vožnji in vožnji naprej. Ne? Dokler jim ni matematika pravzaprav se je išla na novo. X so imeli v enačbi, kaj se bo zgodilo, če mi ne bomo mogli več avto prodajati, tako kot jih prodajamo 110 let, da ljudje imajo svobodo, pa da sami vozijo po užitek v vožnji, pa vse te stvari. In so ugotovili, da morajo pogledati nič daleč stran, ampak na e-skiroje. Ko izposoja in komuna vsega tega souporabe ali pa pač menjave, ali kakorkoli že temu reče, funkcionira zato, ker jih je veliko. In so oni rekli, to pa zdaj sem še boljš. Ker če ti avto res kar zdaj dobiti, ne čakati 20 minut. V naše obdobje, v tem bogatem svetu, trenutno v Evropi pa Amerike, da ne čakam. Čas je nadvse. Čas, obdobje, varnost. Ne? No, in če hočeš to doseči, mora ogromen avto okrog ves čas voziti. Ne? Njihov model je, da jih bojo pač za nekimi blagovnimi znamkami zasedali prvi v mestih, a ne? Kako bojo pa to prodali? Tako da bojo rekli, to te stane manj, če recimo pri nas vzameš, zakupiš mobilnostni paket, ne vem, študent, economy, biznis, karkoli že, je stane manj, kot te je stal avto na mesec, ko si ga še imel sam. Se pravi, ne? In to so stvari, ki jih po mojem moramo preprečiti, ne? Ker če ne, nismo naredili nič. Ampak med tem, ne, ko mi živimo to življenje, ki si ti rekel, in že veliko tudi res imamo, a ne, tudi to, da skoraj vsi avtobusi so na Googlu povezani in boljš trenutno ne more biti, a ne. Ampak sočasno s tem mi gradimo podzemne parkirne hiše, kjer jih le lahko, ne, se pravi, vabimo avtomobile v mesto, čeprav vemo, da bo mogoče čez 5 let se že začela druga prihodnost. Tako da trenutno je svet tako, da teče v vse smeri, v tisto historično, pa kaj včasih veljala, in se nam ni treba biti posebej pameten. Bo tekel svet avtomobilizma zagotovo, pa tudi recimo turizma, pa tako naprej, do zadnje minute, dokler se bo dajalo da je možno še staro zgodbo prodajati, bo tekel do tam. Ne? In se bo ta zgodba končala, ko bo druga omogočala dovolj ekonomskega učinka za tiste, ki so podstat tega. Ne? Zato se danes z umetno inteligenco v mobilnosti ukvarjajo pač se ne avtomobilske tovarne,
ukvarjajo se Google, ukvarjajo se IT firme in vsi ostali. In seveda tudi države, vlade, Evropska unija zaradi mogoče malo drugačnih razlogov, ne toliko ekonomskih, ampak zaradi nujnih, se pravi okoljskih, podnebnih in tako naprej. Ne. To so teme, zaradi katerih se tudi vlaga veliko energije in tudi denarja v raziskovanje in razvoj teh področij. Še nekaj, par kratkih stvari imam še v mislih, pa mogoče, že imamo določene stvari na avtocestah, križiščih digitalizirane. Ne? Zdaj, brala sem, da so zamisli, da bi se kompletno digitaliziralo, da bi tudi klasične prometne znake nadomestili prikazovalniki digitalni. Pa me zanima, kaj vi mislite o tem, kako bo to vplivalo na vožnjo. Zaenkrat pač večina ljudi še vozi v živo s šoferjem. Je to dobro, je lahko to moteče za koncentracijo ali ne? Skratka, tako en tak futurističen avtocestni križ s samimi displeji, ki jih imamo zdaj zelo naredko posejane. Verjetno je to nek prehod, ne? Verjetno te fizični znaki bojo ostali še za kakšno generacijo. Ne? Za kolesarje. Za kolesarje. Povečevanje števila displejev pa verjetno tudi ni nič slabo. Vse te displeje mislim, da niso hudo moteči. Sem pa tja še kakšen vid, da je gor. Res je, ja. Jaz bi tako rekel, ne, če bi imeli vsa vozila avtonomna, ne, potem sploh nobenih znakov ne rabimo več. Ja. Ker jih imajo že v svojih sistemih. Trenutno imamo težave z displeji v avtomobilih, ne? Zato, ker je daleč preveč. Ja. No, to je bilo še, se upravičujem, to je še ena tema, ki sem jo hotela na hitro ošvrkniti. Namreč ta tesna povezanost med sistemom in človekom oziroma uporabnikom vse sodobnejših avtomobilov, ki pač imajo elektronsko, kompletno vse, ne rabiš niti ključa več dati, se usedeš noter, to že vse laufa in gre, ne? Če malo poenostavim. Skratka, ali smo prišli tle do konca, ali se bo ta tesna povezanost med sistemom tam nekje oddaljenim in vozilom, ki še ni avtonomno, v katerem še vedno nekdo sedi in ga pelje, še povečevala in do katere mere se lahko to sploh še razvija. Mislite tehnologija, v avtomobilih? Ja, ta povezava, ne, se pravi, da nek sistem od zunaj to vozilo, čeprav ima še šoferja, skoraj da že avtonomno vodi in ti včasih česa tudi ne pusti. Ne, to so zdaj že zelo, že nekaj časa jasni ravni poseganja avtomobila, avto, ki nima nič asistenčnih sistemov in potem pač so to nivoji. Meni nekaj drugega, mi moramo nekaj vedeti, ne, da mi danes avto uporabljamo ravno tako, kot smo ga pač zmeri uporabljali. Avto pa je postal akumulacija nekih podatkov, in ti podatki so stvarni in jih mi ustvarjamo z vsakim metrom vožnje in jih nekam posredujemo in oni pač nek s tem delajo. Ko ti podpišeš pogodbo, ko boš nov avto kupil, si tudi podpisal, da boš pač, ali pa če ti ne povejo, pol smo zdaj povedali, da pač podatke deliš. Zdaj, to, kar vidimo pred sabo, je seveda stranpot v pogledu varnosti absolutno, da je vedno več zaslonov in tako naprej. To se je spremenilo v 15 letih, iz tistega, da je bilo visoko cenjeno, da so oči pomembne za to, da jih imaš čim manj motene, ko voziš, do tega, da zdaj pač si v kinodvorani. To, da pa je vmes vedno več sistemov, ki posegajo v našo vožnjo, je pa dvorezen meč. Seveda tukaj so zdaj sistemi, ki preprečijo trk, recimo, da medtem, ko ljudje gledajo na telefona, pa spregledajo, da je otrok skočil na cesto, se avto sposoben sam ustaviti. In to so izjemno veliki asistenčni sistemi, ki nam pomagajo, ampak mi se moramo vprašati, zakaj zdaj pogosteje in še bolj lažje mi ugotavljamo, da recimo mladi, še izrazito tako generacijski preskok, da rečejo, sej avto ima ta sistem. Se je bil kupljen, je pač plačan, mora delati. Se pravi, jaz lahko gledam YouTube.
z lahkoto se preloži odgovornost na sistem. To so stvari, ki jih mi nismo tako razumeli, ker smo drugače pa zrasli s sistemom, ampak moramo razumeti, da prihaja pač to je človeška šibkost. Če mi daš ti možnost, da bom len, bom len. Ja, generacijsko se stvari seveda spreminjajo in tega ne kaže zdaj vrednotiti oziroma ocenjevati dobro, slabo, tako pač je. To so življenjska dejstva in verjetno generacije naših starih staršev bi samo čudno gledale, če bi videle nas zdaj, se pravi generacije, ki trenutno ta svet, kaj ne rečem, ampak saj so, upravljajo. glejte, včasih potovanje iz Ljubljane pa ne govorimo to 100 let nazaj, to je 30 let, 50 pa zagotovo, iz Ljubljane do morja pač ni bilo nekaj, kar takole narediš. Ja, projekt, in tako, ampak to je 50 let, pa če gremo. Ampak sej projekt je še danes, če greš sredi sezone. Počasi bomo zaključili tale naš pogovor. Jaz bi želela mogoče za konec od vas kakšno tako, skoraj ne upam reči optimistično, pa bom vseeno rekla, misel glede tega ravnovesja. Zanima me, kakšno je vaše mnenje, bomo znali ohraniti ravnovesje med človeškostjo in med tehnologijo, se pravi, da bomo jo uporabljali sebi v prid, da bomo znali prepoznati zanke in nevarnosti te digitalizacije v prometu, če se zdaj mogoče samo na to področje, ki je bilo danes tema, osredotočimo. Skratka, en tak pogled, prej smo govorili o tem, kaj bo čez 5 let v Sloveniji, recimo ta optimistična vizija prometne ureditve in gibanja vseh nas v Sloveniji čez 5 let. Človeštvo je šlo skozi veliko tehnoloških prehodov, že čez zadnjih, recimo 150 let pogledamo. Moji stari starši so se rodili v času, ko se je ravno elektrika pojavila, avtomobili so bili komaj kakšen, in tako naprej, da ne govorimo pa radio, televizija, telefonija, internet, mobilni telefoni, zdaj so cloud computing, pa skratka vse je nekje drugje, ne vemo kje, in zdaj pač prihaja ta umetna inteligenca, ob tem pa še vse drugo, da ne naštevam. In zdaj vse te tehnološke prehode, te inovacije nekako družba znala vgraditi v svoje življenje, ker kljub vsemu te tehnologije služijo na koncu ljudem. Seveda je nekaj nevarnosti, pri zgodnji uporabi, vsak mora biti, pri vsaki tehnologiji mora nekdo biti ta prvi, eni mora biti bolj prej, kot bolj pol, in tam je seveda nekaj rizikov, pa tudi nekaj priložnosti, tipično za firme. Torej, tisto, kar se zdaj dogaja, je to, da je en tak zelo močen prehod, kjer je pa ta tehnologija zelo skoncentrirana na malo število ponudnikov. Tehnološki velikani. Tehnološki velikani, ki imajo to kapaciteto, da lahko to sploh razvijajo, vzdržujejo in tako naprej. In to ni zdaj več stvar delavnic, kot je bilo morda nekoč. In iz te plati pač prihajamo v neko odvisnost, ki jo nismo prej poznali. In to seveda nosi svoje rizike, mislim, da se marsikdo to zaveda, tudi od teh geopolitičnih igralcev. Hkrati pa seveda te podjetja imajo strahovit pritisk, pa tudi prihajajo z novimi rezultati hitreje skoraj, kot jih lahko dojemamo. Tako da zdaj jaz sem optimist v smislu tega, da je do zdaj človeštvo vedno to uspelo vgraditi v svoje življenje, predvsem nove generacije, ki prihajajo. To pa ne pomeni, da znamo na vsa vprašanja ta moment odgovoriti. Še. Ja, se strinjam s tem in tudi jaz sem v bistvu optimist. Mogoče tudi v kontekstu tega, kar je prej, mislim, da Andrej govoril o tem kitajskem, japonskem, ameriškem pristopu. Vidim v tej zelo hitrem razvoju pač
prednosti in pasti in mislim, da bomo uspeli pač dobre stvari, ki nam jih digitalizacija, ki nam jih umetna inteligenca tukaj prinaša, nekako ugraditi v svoje življenje v smislu boljše informiranosti, boljšega delovanja sistemov, boljše varnosti v prometu, ne. Ni pa to nujno, ampak mislim, da kakor nas frustrira mogoče neko zaostajanje Evrope trenutno, ne, da vse te varovalke, ki so nujne, da nam na dolgi rok lahko koristijo. No? Tako da recimo v tem vidim neko mero optimizma, no? Definitivno. Jaz bi se kar navezal, pa še nekaj bi spomnil, zdaj, ko sem tebe poslušal. Ne? Vsi štirje tukaj smo bili leta 1999 za novo leto prisotni. Takrat se je zelo govorili, da ko se bo obrnilo na 2000, da bo konec sveta. Ne? In eni ljudje so se resno poslavljali in tako naprej. Ne? Tako da od tehnologije je tako kot si rekel. Ne? Družba jo vedno ugradi. Zdaj samo vprašanje je, koliko je neke škode ali pa koliko nepotrebne energije, frustracij, zdaj govorim v družbenem človeka, v tem pač stekl. Koliko neke nepotrebne ali pa neke predvidljive stranpoti je stekla. Ne? In tukaj je predvsem še nekaj treba poudariti. Mobilnost je najbolj človeška stvar. In tako kot mi se recimo pogovarjamo o tem, kako ljudje sobivajo, pa mikromobilnost, pa vse te stvari, tukaj gre za to, da preprost egoizem, pa jaz moram priti, jaz moram biti hiter in tako naprej, ne funkcionira. In jaz mislim, da nam lahko prav na polju, ko umetna inteligenca pač itak na vseh področjih, na polju mobilnosti daje priložnost, da razmišljamo kot mi. Ker zdaj, ko smo vsak samo avto, nam tole ne gre najboljše. Mogoče nam bo prav s podatki, s tem, da jaz dam svoj podatek v skupnost slovensko, državi zaupam, da bo s tem funkcionirala, ravnala v najboljšem meri. Nočem dati Google, ker se nam bo zdaj zelo dobriko, da bi nam sedal zastojno, ne pa tako naprej. Bolj, ko bomo evropsko sami postajali, da bom jaz kar rekel, jaz bi pa dal v Sloveniji, dal bi v Evropi, ker tukaj živim, vem, da bojo dobro ravnali s tem in ti tudi in vsi mi tu, in da nam daje to pravzaprav neko priložnost, da začutimo skupnost v mobilnosti na drugačen način, kot je ta, ki zahteva pač to, da človeka pogledaš, pa ga spustiš cesto, ali pa pogledaš stran, pa zapeleš mimo. Tako da jaz vidim zelo veliko potenciala, da je celo še bolj človeško, kot je danes. Ampak seveda vidim pa tudi možnost, da pa to karto zaigramo. Saj za nekih 20-30 let pa se pol vrnemo nazaj. Najlepša hvala vsem trem za pogovor v današnjem podcastu in hvala vsem, ki boste ta podcast pogledali in razmišljali o mobilnosti, umetni inteligenci in o tem, kaj nam prinaša digitalizacija in kako jo najbolje uporabiti.